ko sem bila zadnjič tu, sem izbudila in imela grivo polno netopirjev. Hvala, ker mi držiš košaro, Spike. Držim košaro? A nisem tvoj telesni stražar? Ja, kaj? Ja, seveda tudi to. In vsaj enkrat si želim, da samo roki ne bi bili tako bleščeči. Spike, netopirje budiš, izklopi to. Ne morem. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Tako sem vesela, da ste prišli. Seveda, redko kdaj lahko sproščeno prideva na obisk. Običajno se morava spopasti z nekakšno krizo. Vedno nekdo potrebuje pomoč. Danes pa? Na pomoč! Twilight, nekaj narobe s Spikeom. Kaj pa je? Ne vem. Kar naenkrat so moje luske začele žareti in peči. Malo je znanega v zmajski kulturi, a to je fenomen, ki sva ga že videli. To je klic zmajskega vladarja. Zmaji žarijo, kadar jih zmajski vladar potrebuje v Zmajegradu. Super! Kako to ustavim? Klic lahko ustaviš le, če se odzoveš. Odpotovati moraš v Zmajegrad in ugotoviti, kaj pričakujejo od tebe. Ampak Zmajegrad je poln zmajev. In to so pošastna bitja. Mislim, ne ti, seveda, Spajki Vajki. Ampak se spomniš tistega garbla? Le kako bi pozabil? Spremenil bi nas v ogled, če te ne bi bilo tam. Če bom moral iti v Zmajegrad, bi šli z mano? Marička, z veseljem. Žal nam manjkajo informacije o zmajski kulturi in običajih. Lahko bi jih raziskala, morda celo napisala članke. To bi lahko bila priložnost za veliki prispevek znanja, ko ne daje. In tam bom za Spajka. Se razume? Bodite zelo pazljivi. Zmajegrad je posebno nevaren za ponije. Zato bodite diskretni. Zagotovo imam še vedno zmajske kostume od zadnjič, ko smo se vtihotapili v Zmajegrad. Mislim, da bi tokrat potrebovali nekaj malo bolj praktičnega. No, morda je praktična. A ta krinka ni niti malo laskava. Saj ni mišljena kot laskava, ampak da naj jo skrije. Hej, glejta, naš stari prijatelj je, Sparkle Larkle. Sem Spike. Si prepričan, da ti poniji niso nadeli ponijskega imena? Tudi jaz sem te vesel, Garbl. Nisem rekel, da sem te vesel. Nisem. Nisi mi všeč. A to ni bilo jasno? Hej, to je moja skala. A res? Zakaj pa potem ne sediš na njej? Zmaji konje daje posluh. Zmajski vladar sem dlje, kot mnogi izmed vas sploh pomnijo. In moja vladavina je bila izjemna. Strinjate se? Kdo je to? Zmajski vladar Torč je. Ne, poleg njega. To je njegova hči, princesa Ember. Na tvojem mestu je ne bi niti pogledal. Razen, če hočeš, da te Torč požre. To je fascinantno. Zmaji so zelo nepremišljeni, a naredijo, kar ukaže zmajski vladar. Nažalost je v skladu z zmajskim zakonom čas, da se umaknem. Žalostno, vem. Bodite žalostni! Zaradi tega sem vas klical, da bi se borili za prestol v ognjenem izzivu. Tisti, ki je dovolj močan in trden, da prinese žezlo rdečega jaspisa iz srca plamen kamna, bo kronan za vladarja zmajev.
so zmaji nehali žareti. Toliko se bova naučili. Pardon. Še celo kihaš kot poni. Izziv je nevaren in jaz sam sem si ga izmislil. Samo zmaji z mojo krutostjo, močjo in odločnostjo ga bodo opravili. Zbrali se bomo na pečini, ko bo sonce najvišje na nebu. Noče biti zmajski vladar ali zmajski opečenec in nehal sem žareti, zato se zmuznimo. Kam pa si ti namenjen, mali zmajček? Hej, vladar, samo domov sem hotel. Nikamor ne bo šel, dokler jaz tako ne rečem. Očka, poglej ga, samo fizelje. Pa še noče tekmovati. Izpusti ga. Res je drobcen. Lahko bi ga zmečkal z mezinčkom. To ni bila šala, ampak dejstvo. Ko hočem smeh, bom rekel, nasmej se. Seveda, vladar. No, očitno ne razumem zmajskih manir. Še en razlog, da ne bom tekmoval. No, naj bo, mali zmajček. Izpustil te bom. Hvala in hvala tebi. Kam se pa ti odpravljaš? Na priprave za izziv. Ne pa ne. Nič večja nisi od fizlja, ki sem ga izpustil. Sem pa pametnejša od večine teh trdoglavcev in to dobro veš. Pamet ti ne bo pomagala do zmage. Ustvarjen je bil za zmago velikega, močnega zmaja, ker mora velik, močan zmaj vladati. Pa še, rekel sem ne. Sovražim, ko to počne. Ko postanem zmajski vladar, bo riganje uradni pozdrav. Ti, daj no, ko zmagam, bom po vsej konjetaji pobral vse blazine. Zakaj bi bilo po njem udobno, ko pa mi spimo na skalah? To ni nič. Ko bom jaz glavni, se bom najprej maščeval tistim šibkim ponijem. Žal ji bo, da so kdaj srečali Garbla. Iz konjetaje bomo pobrali, kar bomo hoteli, preostanek pa zažgali. O moj bog, ne morem verjeti, da bom to rekla. A upam, da zmaga rigajoča zmajkla. Nihče od njih ne sme zmagati. Konjetaja bo v velikih težavah, če bo vladal kdo od njih. Kaj pa lahko naredimo? Samo eno nam preostane in samo jaz to zmorem. Zmagati moram v ognjenem izzivu. Kako to misliš, da moraš zmagati v izzivu? Samo tako lahko zaščitimo konjetajo pred zmaji. Saj si slišala, grozne načrte imajo za ponije, če zmagajo in nekako mi mora uspeti. Gotovo je še kakšen način. Prenevarno je. Pa še, če zmagaš, boš moral ostati tu. Ja, vem, a samo na tak način bom obvaroval prijatelje. No, če boš ti tekmoval, bova midve navijali zate. Mislil sem, da si odšel, malček. Hočem tekmovati. Konec koncev sem le zmaj. Si prepričan? Saj še leteti ne znaš. Vsi zmaji lahko tekmujejo, saj to počno na lastno odgovornost. Let na otok Plamenkamna je le prvi od številnih izzivov, ki vas čakajo na odpravi za žezlom rdečega jaspisa. Vso srečo, hecam se, upam, da izgubiš. Hvala, Garbel. Saj sem itak nameraval plavati. Se boš zmogel, Spike? Utopil se bo! Spike! Hej, a si v redu? Princesa Amber! Kaj se pa ti greš? Samo rešujem tvoje nehvaležne luske. Je ta morska trava govorila? Ponija, kaj pa počneta tu? Moji prijateljici sta.
prijateljici, zmaji jih že nimajo. No, ta zmaj jih ima. Vseeno, briga me, samo da me nihče od vas ne ovira. Zmagati moram na izzivu. Pa ni tvoj oče rekel, da... Vseeno mi je, kaj je rekel, mu že pokažem in vsem zmajem, ki mislijo, da sem le mala princeska, da je še kaj boljšega kot biti velik in močan. Ne pusti me tu, Spike! Haha, sej sem vedel, da me boš rešil. Tvoji poniji so te pomehkužili. Ni zakaj. Zakaj? Sej nisem rekel hvala. Wow, celo smrdiš po ponijih. Ali pa von prihaja od tamle. Tu sem samo jaz, ker sem oropal ponije na poti sem. Tvoj slog mi je všeč. So se že kje videla? Malo si podoben. Moji stari sosedi, peski, plažoskali. Neumni fračorepi so me zbili. Ampak ne bo več izgubljal časa z drobižem. A štekaš, ker si premajhen, da bi zmagal. Smešen sem. Zakaj si me kriv? Lahko bi se znebil še enega tekmeca. To lahko vprašam tudi tebe. Garblo bi lahko povedala za moje prijatelje. Joj, grdo je videti. Ampak zato je to izziv. A se hecaš? Te skale so ogromne. Hej, kaj ko bi sodelovala? Ti me ponesi gor, jaz pa ti pomagam oprezati za skalami kot dodaten par oči. Spike! Si prepričan, da se je pametno spajdašiti, Zember? Ne poznaš je prav dobro? Vem pa to, da bi Garblu lahko povedala za vajo, pa mu ni. Mislim, da ji lahko zaupam. Njeno vedenje je res protislovno z vsem, kar sem do zdaj opazila na zmajih. Hej, ti, mali poba. Premislila sem in tvoj načrt ima smisel. Pa daj ga. Resno, super, torej velja. Samo da veš, to ne pomeni, da bova nabirala rožica ali si izmenjala ogrlica ali karkoli počno tvoji ponji. Vso srečo. Se vidimo na vrhu. Vigice, eno imaš na repu. Na levo. No, kaj bova pa zdaj? Mislim, da morava tu skozi. A to pa je strašljivo. Mislim, vse boste zmogla. Poslušaj, Spike, ne bi prišla tako daleč brez tebe. Zato bi najbrž, če hočeš, lahko še naprej sodelovala. Mislim, samo da prideva do konca tunela. No, prav. Tik za petami vam bo. Prišla sta. Tako naju je skrbelo. Za naju. Ta tunel je bil preprost. Čakaj, kako sta pa vidva prišli čez? Rarity! Hvala, Spike. Nič takega. A nič? Saj si tvegal vse, da bi jo rešil. In oni dve sta v nevarnosti, ker te podpirata. To prijatelji pač počno. Ti nimaš nikogar, ki bi pazil na te? V bistvu ne. Razen če štejem tebe. Pa te ne, ker sva si pomagala le priti skozi tunel in zdaj sva prišla in to je to. Čakaj, kako to misliš? No, samo en zmagovalec je, eno žezlo in en zmajski vladar. Zato sva zdaj vsak zmaj zase.
Torej nisva prijatelja? Morda, če bi bila pri ponijih, a kot sem rekla, zmaji niso prijatelji. Ne morem verjeti, da me je Amber zavrgla. Boljše zate. Samo od nas je gledala. Taka je kot vsi drugi zmaji. Ampak ni, to vem. Rešila me je, čeprav ji ne bi bilo treba. Vseeno mi je, kaj pravi. Zato sva prijatelja. Se mi samo zdi, ali smo to razpoko videli že 3-krat? Nekako težko rečem. Vse so enake. Razen tele. Glejta! Tukaj smo! Ne morem verjeti, da sem edini zmaj, ki je prišel tako daleč. Sej nisi. In ne bom izgubil proti majhnemu zmaju, ki ljubi ponije. Nekaj moramo narediti. Glej! Amber, sem mislila, da je vsak zmaj zase. Zakaj si me rešila? To prijatelji počno in to sem. Mislim, to sva. Ne bi te smela pustiti tam. Prosim, ne sili me, da govorim o čustvih. Kaj za... Spike, zgrabi žezlo! Vrh glave imam tega, da si tako pomagata. Zmaji si ne pomagamo. Ta zmaja si! Kaj? Ti imaš žezlo? Ampak to pomeni, da si... Zmajski vladar. Zmajski vladar Spike. Zmajski vladar Spike. Tako je. Zdaj pa prš na dolgo pot domov in objemi vsakega zmaja, ki ga srečaš na poti. Ne povem zakaj. Ampak to je super sramotno. To ti ukazujem. Ne morem verjeti. Zmajski vladar Spike. Kar lepo zveni. Zmajska vladarka Amber zveni pa še boljše. Kaj? Ne, ti si zdaj zmajski vladar. Zmajski vladar je tisti, ki prinese žezlo tvojemu očetu. In ti boš odlična vodja. To sem počel le, da bi zaščitil ponije, ampak vem, da jih boš ti varovala tako, kot bi jih jaz. Si prepričan o tem? Absolutno. Moj dom je v Konjetaji pri prijateljih. No, vsaj enega prijatelja boš imel tudi tu. Kaj pa počneš? Imenuje se objem. Ne vem, če mi je všeč, ampak ne bo. Amber, ti? Vem, da nisi verjel, da mi bo uspelo, pa mi je. Izrecno sem ti rekel, da ne pojdi, ker nisi... Nisem velika in močna, to vem. Ampak veš kaj, vseeno sem zmagala. Zato morda moraš biti več kot le velik in močan, da si dober zmajski vladar. Motil sem se, Amber. Morda nisi velika, si pa močna in bistra. In morda to šteje več, kot sem mislil. In postala boš izvrstna vodja. Hvala, očka. Strinjajte se! Samo hecam se, to ne bo moj način. Zmaji, posluh! Predstavljam vam našo novo zmajsko vladarico, Amber! Kaj naj bi to pomenilo? Ne smem povedati.
Dobro si opravil, Spike. Z majsko vladarico Amber bomo po njej varni in pridobil si nam močnejšega zaveznika. In prijatelja. Pa še Amber je rekla, da ji lahko kadarkoli pišemo za vprašanje glede zmajske kulture. S toliko informacijami bom lahko napisala celo knjigo o zmajih. In jaz sem dobila cel kup idej za novo linijo prikrivnih oblačil. Mislim, da jim bom rekla kar krinkomoda. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.